Lep pozdrav vsem skupaj, danes na našem akademskem forumu z naslovom Skupna varnostna in obrambna politika Evropske unije. Vsi za enega, eden za vse ali vsak sam zase. Danes so skupaj z mano moji gostje in sicer doktorica, docentka Jelena Juvan, ki je sicer predavateljica na Fakulteti za družbene vede in se posveča vsebinam evropske varnosti, krizno upravljanje in vodenje, kibernetska in informacijska varnost. Potem je z mano kolega izredni profesor dr. Andrej Sotlar z Fakultete za varnostne vede, tam je dekan, njegovo zanimanje je nacionalna varnostna politika, zasebna varnost, sicer je diplomiral, magistriral in doktoriral na Fakulteti za družbene vede obramboslovje. In pa z nami je tudi dr. Klemen Grošelj, sicer nekoč predavatelj na Fakulteti za družbene vede, kasneje se je preizkusil tudi v gospodarstvu, trenutno pa je evropski poslanec in bo seveda z nami delil kakšne od svojih mnogih izkušenj. Torej, današnji akademski forum poteka v okviru projekta z naslovom Integralna prihodnost Evropske unije, ki ga vodi profesor dr. Matej Avbelj, sicer rektor na Novi univerzi. V okviru tega projekta je več podprojektov in eden od teh je posvečen tudi skupni varnostni in obrambni politiki Evropske unije. Zakaj smo se odločili za ta forum danes? Eden od razlogov je ta, da se pričenja konferenca o prihodnosti Evropske unije. Drugi razlog je, da bo Slovenija v drugi polovici leta predsedovala Svetu Evropske unije. In seveda nas zdaj v tem kontekstu zanima, kaj se dogaja na področju skupne varnostne in obrambne politike s poudarkom na globalni strategiji iz leta 2016. Ta je nekako, ne bom rekla uvedla, ampak obudila strukturno sodelovanje PESCO, potem je uvedla letni pregled obrambe na področju Evropske unije in pa še EDF, se pravi Evropski obrambni sklad. Zanima me torej, kaj je pravzaprav od vseh teh novosti, ki so bile s to Evropsko obrambno strategijo nekako uvedene ali pa recimo obujene od nekih idej, ki so bile v preteklosti. Namreč že v Santmalu leta 1999 je bilo cel kup idej zapisanih, narejenih veliko načrtov, pa se kasneje kaj dosti ni zgodilo. Moram tukaj sicer poudariti, da ne bi vse skupaj izpadlo, kot da samo kritiziramo skupno varnostno in obrambno politiko Evropske unije, ta je v vseh teh letih, se pravi lani je bilo 20. obletnica nekje, naredila res ogromen napredek, postala je zelo dejavna, moram reči, da lahko rečem, da je to en tak pomemben akter na področju varnosti. Še posebej se mi zdi, da lahko izpostavimo na tem dogodku predvsem številne evropske mednarodne operacije in misije, kjer se je Evropska unija močno angažirala, še posebej recimo v Afriki. Torej, ves čas smo se ukvarjali s tem, kako biti dejaven v širši soseščini Evropske unije in pa seveda še na kakšnih drugih lokacijah. Zdaj, okoliščine pa varnostna situacija je pa pokazala, da bo treba verjetno biti aktualen tudi na nekaterih drugih ozemljih ali pa dobesedno pred domačim pragom je od evropske migrantske krize Evropska unija imela težave. COVID-19 je pa tudi nakazal na nekaj stvari, o katerih bo treba še razpravljati v prihodnosti, da seveda sploh ne omenjam tega, kar se pa dogaja sicer v razmerju med velikimi silami, če omenim recimo zdaj samo na hitro Krim, kaj se dogaja v Ukrajini in recimo kaj se dogaja baltskim državam, vsem tem, kako bi rekla, neki spremenjeni drži strani Rusije in podobno. Skratka, teh vsebin je cel kup. Zdaj pa, da bi se mi malo osredotočili bolj konkretno, bi pa jaz seveda mojim gostom postavila vprašanje, kako vi gledate na vse to, kar se je z globalno strategijo EU nekje uvedlo, začelo delovati, kako ocenjujete učinkovitost tega in bi dala na tem mestu kar najprej besedo docentki Jeleni Juvan,
Prosim. Hvala. Lep pozdrav v mojem imenu. Hvala, dr. Brožičeva, za vabilo. Torej, ko sem jaz razmišljala o tematiki današnje razprave in predvsem o tem, ali lahko PESCO do sedaj označimo kot učinkovitega ali ne, sem dejansko zasledila zelo različna stališča. Torej, vsekakor European Defence Fund, PESCO in pa CARD lahko razumemo kot neke nastavke, ki bodo morda nekje v prihodnje ali pa tudi ne privedli do bolj integrirane skupne evropske obrambe, morda nekoč daleč v prihodnosti do skupnih obrambnih sil oziroma do skupnih oboroženih sil, vendar mislim, da smo še zelo daleč od te točke, da lahko karkoli bolj jasnega glede tega napovemo. Zdaj, kar se tiče PESCA, se moramo predvsem spomniti, torej, da bi lahko ocenili njegovo učinkovitost danes, se moramo spomniti, zakaj je bil v bistvu sploh ustanovljen oziroma kako je bil ustanovljen. Torej, videla sem med poslušalci tudi kar nekaj mojih študentov, tako da mislim, da oni to dobro poznajo in se tudi spomnijo. Torej, dejansko je PESCO oblika stalnega strukturnega sodelovanja, ki je postal možen z Lizbonsko pogodbo. Ideja v ozadju je bila, da se medsebojno poveže določeno število držav, ki bodisi imajo interes in tudi finančne zmogljivosti, da na področju obrambe in varnostnih zadev na ravni Evropske unije dosežejo nek preboj. Potem pa se v bistvu zdaj premaknimo 4 leta kasneje in v bistvu ugotovimo, da je k PESCU v tem času pristopilo skupaj 25 držav članic Evropske unije, manjkata samo Malta in Danska. Torej, dejansko to ni neka ožja skupina držav članic, ki so premožnejše, zmogljivejše, ki imajo bolj razvito obrambno industrijo, proizvodnjo in tako naprej. Kar v bistvu nekako že nakazuje na, vsaj po mojem mnenju, eno izmed pomanjkljivosti. Kar se tiče vloge Slovenije v PESCU, bi samo nekako opozorila, da je Slovenija že do sedaj imela kar nekaj težav glede izvrševanja oziroma izpolnjevanja določenih obveznosti, torej ne samo do Zveze NATO, ampak tudi na splošno do drugih mednarodnih organizacij, kar nekako vneče slabo luč tudi na naša, kako lahko rečem, zagotovila oziroma obljube, obvezujoče obljube k temu strukturnemu sodelovanju oziroma k PESCU. Potem nova, če lahko rečem, dimenzija PESCA se je odprla novembra lansko leto, ko so PESCO dejansko odprli tudi za tretje države. Torej, Evropski svet je postavil, oziroma Svet Evropske unije je postavil pogoje oziroma kriterije, s katerim določa oziroma omogoča, da v tem obliki stalnega strukturnega sodelovanja sodelujejo tudi tretje države. Torej, PESCO zaživel konec 2017, novembra 2020 je bilo narejen prvi strateški pregled kot ocena prve faze in kot na osnovi te ocene prve faze so bili postavljeni nastavki za drugo fazo, ki naj bi trajala do leta 2025. Ko ocenjujemo učinkovitost, dosedanjo učinkovitost vseh projektov znotraj PESCA, torej vseh 47, predvsem moramo vedno upoštevati, da je to dolgotrajen proces. Torej, PESCO je v celoti namenjen za krepitev zmogljivosti, za oblikovanje zmogljivosti in nekaj takšnega se ne more zgoditi na hitro, torej gre za procese, ki bodo trajali več let. Torej, kljub temu, že sedaj, mislim, da je 12 projektov znotraj od teh 47, ki so pokazali nek konkreten cilj oziroma nek konkreten rezultat oziroma dosegli so vsaj to začetno operativno zmogljivost. Zdaj, ključni problem, Liljana, prosim, ker bom predolga, me opozori. Sploh nisem na uro pogledala. Skratka, ključni problem glede PESCA, po mojem mnenju, je, da dejansko nima zastavljenih ciljev, ki bi bili bolj jasno merljivi. Zdaj nekoliko lahko to mogoče primerjamo z helsinškimi, torej Helsinki Headline Goal, kjer so bile neke konkretne številke. Sicer Helsinki Headline Goal so v bistvu že stvar preteklosti, ampak že takrat se je pokazalo, da gre za neke številke,
ki so jih države, torej ki jih v bistvu niso dosegli oziroma potem so jih kasneje tudi države nekoliko začele ignorirati. Torej že takrat se je pokazalo, da morda določenih ciljev na ravni celotne Evropske unije ni mogoče doseči. Drugo pa je tisto, kar se v bistvu pokaže kot problem že od prvih poskusov oziroma od ustanovitve skupne zunanje varnostne politike, že od prvih, torej od leta 1992 naprej, torej da je narava oziroma da so varnostne in obrambne zadeve izključno v pristojnosti nacionalnih držav. Ne samo to, torej posamezne države so zelo zadržane oziroma nasprotujejo k temu, da na področju varnosti in obrambe Evropska unija prevzame večjo pobudo. In to se v bistvu tudi v primeru projektov znotraj PESK-a nekako dokazuje oziroma nakazuje. V bistvu pri določenih projektih lahko rečemo, da države so dejansko izbirale projekte oziroma sodelujejo pri projektih, ki so izključno v njihovih nacionalnih interesih in torej gledajo bolj na lastne nacionalne interese, ne pa toliko na krepitev skupnih evropskih zmogljivosti. Zdaj, kar se tiče ostalih dveh novih elementov, torej Evropski obrambni fond in pa CARD, oziroma letni pregled na področju obrambe. Torej, moje mnenje je, da ta letni pregled na področju obrambe je sigurno zelo dobrodošel. V bistvu ne moremo vedeti, kje smo, oziroma ne moremo vedeti, kaj lahko moramo storiti v prihodnje, če ne vemo, kje smo. Cilj je v bistvu tudi na ravni celotne Evropske unije narediti nek tak pregled po posameznih državah, po zmogljivostih, vse to z namenom, da se identificirajo pomanjkljivosti z namenom, da se potem na ravni Evropske unije gradijo neke skupne zmogljivosti. Zdaj, kar se pa tiče Evropskega obrambnega fonda, pa mene nekoliko bega v celi zgodbi vloga Evropske obrambne agencije. Torej, nekako se mi zdi, da je za pojavom oziroma oblikovanjem teh novih elementov Evropska obrambna agencija izgubila nek svojo tisto prvotno vlogo oziroma prvotni vzrok, čemu je bila ustanovljena. Konec koncev znotraj Evropskega obrambnega fonda delimo oziroma razlikujemo sredstva za razvoj in sredstva za krepitev zmogljivosti. Vemo pa, da je prvotna Evropska obrambna agencija bila ustanovljena tudi z namenom krepitve razvoja, skupnih nabav, krepitve evropske obrambnih industrij in tako naprej. Zdaj mislim, da mogoče tukaj kolega Grošelj lahko tudi več pove, pač moj vtis je tak, da mogoče poskušajo z nekimi novimi oblikami elementi dati novi zagon, čeprav neke takšne strukture obstajajo in so obstajale že v preteklosti. Dobro, hvala lepa. Zdaj bi pa predala besedo Andreju Sotlarju. Hvala lepa, upam, da se slišimo. Lepo zdrav vsem skupaj in hvala lepa za povabilo. Jaz bom dejal takole, da kar se tiče predvsem tega prvega vprašanja, bom odgovarjal malo bolj na načelni ravni, mogoče kot zunanji opazovalec, glede na to, da se mi zdi, da za ocenjevanje učinkovitosti nečesa, torej nekih procesov in nekih projektov, vendarle moraš biti malo bolj insajderski. No, slišali smo, da so v bistvu vsi ti tri elementi pravzaprav delujoči šele zadnjih nekaj let, pa v tem smislu bi dejal, da glede na to, da se tudi jaz spominjam, kako je skupna obrambna in varnostna politika nastajala in kakšni so bili ti porodni krči in kako se dolgo časa pravzaprav ni kaj veliko dogajalo, mislim, da mogoče smo lahko celo malo manj rigorozni pri sami oceni tehle dosežkov vseh treh elementov, tako PESK-a kot EDF-a kot CARD-a. Jaz bi rekel takole, meni se zdi, kot državljanu, po drugi strani pa tudi kot nekomu, ki se ukvarja z varnostnimi vprašanji in ki, kot sem dejal, že nekaj desetletij pravzaprav spremlja razvoj te skupne evropske obrambne ideje, če hočete, da so torej vsi ti tri elementi pomembni, ker pošiljajo neko, jaz bi upam si trditi, kar močno sporočilo najprej državljanom Evropske unije, potem atlantskim zaveznikom in ne nazadnje tudi potencialnim nasprotnikom Evropske unije, da se v Evropski uniji
vendarle nekaj dogaja na področju skupne obrambne in varnostne politike. In to se mi zdi že eno tako zanimivo sporočilo. Zdaj, kolegica Jelena je že bila kar bolj konkretna, kar se tiče posameznih elementov, se pravi, kar zadeva PESCO. Jaz sem šel pogledat vse te projekte, ki so bili štartani pač v različnih obdobjih, mislim celo, da sta tudi samo 2 zaključena, če jaz prav razumem. Zdaj, v osnovi, na načelni ravni, bi dejal, da je vedno koristno vzdrževanje idej, znanja in resursov. In da v tem smislu, čeprav je res, kar je kolegica dejala, da je bilo najprej mogoče malo drugače zamišljeno in da je kolo vodi verjetno tisti, ki predvsem zasleduje svoje lastne interese, da je po drugi strani z vidika manjših držav pa to lahko tudi določena prednost. Torej, da se usedejo na ta voz, če smem uporabiti ta izraz, izmenjave idej, znanja in resursov. Ker ničesar ni v izobilju, pravzaprav v nobeni državi, v majhni državi pa še toliko manj. Zdaj, kolikor se jaz razumem, je Slovenija v PESCO sodelovala ali sodeluje v 4 projektih. O sami učinkovitosti tega, kaj smo od tega dobili in kaj narejenega, pa res ne morem soditi in mogoče bo kolega Grošelj kaj več informacij, kako daleč smo pri tem. Zdaj, eden izmed teh ciljev, teh skupnih projektov znotraj PESCO, kot jaz to razumem, je tudi neko poenotenje te, rekel, evropske obrambne industrije, predvsem pa oborožitvenih sistemov. Nekje sem prebral podatek, ki ne vem, če drži, ampak da v Evropski uniji obstaja približno 5-krat ali 6-krat več različnih oborožitvenih sistemov kot v Združenih državah, kar pa je seveda v smislu interoperabilnosti lahko problem. Je pa to možno razumeti, seveda, ZDA so federalna država, Evropska unija je pa federacija in to ne prav, bi rekel, relativno ohlapna, z članicami, ki imajo zelo različno politično in predvsem vojaško zgodovino, tako da je ta stvar že seveda sama po sebi logično, da je takšna. Zdaj, ali obstaja v tovrstnem sodelovanju preko projektov PESCO možnost tudi za neko pocenitev proizvodne oborožitvenih sistemov in opreme, ki jo Evropska unija potrebuje oziroma ki jih oborožene sile članic Evropske unije potrebujejo, je seveda, sliši se mogoče zanimivo, razen če si proizvajalec takšne opreme, tako da tukaj ne gre zanemariti tega vidika lastništva te vojaške oziroma obrambne industrije in tudi ne nazadnje, ne smemo pozabiti, nekega vpliva, ki ga vojaško-industrijski kompleks verjetno tudi v Evropi ima v procesih policy makinga. Vsi trije elementi so pravzaprav stojijo na dveh stebrih. Eno je denar, drugo je pa know-how pravzaprav. In tukaj pridemo potem do vprašanja dejansko smisla Evropskega obrambnega sklada. In seveda, zdaj, jaz kot raziskovalec, kot nekdo, ki dela v znanstveno-raziskovalni instituciji, kjerkoli piše zraven raziskave, takrat me stvar zanima. In zdaj, kolikor jaz razumem, ne vem, če je podatek še aktualen, naj bi v naslednjem obdobju ta fond prispeval okrog 8 milijard evrov za po eni strani financiranje raziskav in po drugi strani v nadaljevanju za financiranje razvoja in nabave, kar naj bi bilo, predvidevam, produkt tega procesa raziskovanja in sicer v razmerju 2:1 v korist razvoja in nabave. In seveda, kot sem rekel, vsekakor je to nekaj pozitivnega, vprašanje pa je, kdo je tisti, ki ima ustrezne kapacitete, se pravi know-how, za to, da lahko dejansko participira na tem denarju. In še mogoče, kar se tiče CARD-a, torej tega letnega pregleda, jaz se tukaj popolnoma strinjam z dr. Juvanovo, zelo dobro je, da končno enkrat poskušamo na približno enak način ali pa po enaki poti priti do neke ocene, kaj države pravzaprav sploh počnejo na obrambnem področju.
kako se gre obrambno planiranje, kako načrtujejo nenazadnje tudi financiranje na področju obrambe. In jaz sem šel pogledat to, kar je iznedril to poročilo. To je tisto, kar velja za naprej in kar je mogoče zanimivo kot priložnost za države v bodoče, ko so bile definirana neka področja, kjer bi lahko članice Evropske unije z skupnimi napori povečale te obrambne zmogljivosti. In je bilo tako definirano 55 novih priložnosti, enako veliko tudi priložnosti na področju raziskovanja, ki je povezano z temi obrambnimi zmogljivostmi, in potem še 6 prednostnih področij na področju razvoja zmogljivosti. Jaz mogoče samo zaradi publike, če mi dovolite, kaj so ta področja razvoja zmogljivosti, kot jih je iznedril Kart, bojni tank, evropska patruljna površinska ladja, sistemi za opremo vojaka, boj proti sistemom brezpilotnih zrakoplovov oziroma preprečevanje dostopa in zaseganja območij, obramba v vesolju ter okrepljenja vojaške mobilnosti. Torej, zdaj se lahko samo vprašamo, v kolikšni meri so recimo ta področja zanimiva tudi za Slovenijo, njene kapacitete na tem področju. In še mogoče za zaključek, seveda se vedno znova, ko govorimo o evropskih naporih, po gradnji nekih skupnih zmogljivosti, ki jih nimamo zato, oziroma ki jih nimamo in smo zato vedno v neki odvisnosti od velikega brata ali pa velike sestre, ki nam vsake toliko časa pomagata pri razreševanju raznih problemov. Jasno je, da gre pri tem tudi za nek poskus zmanjšati to strateško vojaško odvisnost od Združenih držav, kar pa seveda ima tudi določene politične in seveda gospodarske vidike. Tudi ameriški vojaško-industrijski kompleks gotovo ni vesel, da se razvija, avtonomno razvija in služi evropska obrambna industrija. In mogoče za zaključek, zaključno misel, kar se tiče tega prvega vprašanja, jaz bi dejal takole, da jaz vidim glavno prednost teh 3 elementov v konkretnem, dokaj operativno-tehničnem multilateralnem sodelovanju članic Evropske unije, ne pa soliranju zgolj nekaterih, kar se mi zdi po tej izkušnji Brexita še toliko pomembneje in lahko predstavlja neko sporočilo zunanjemu svetu. Nenazadnje tudi ta letni pregled obrambe pokazal, da je za Evropsko unijo značilna visoka stopnja razdrobljenosti in nizke naložbe v sodelovanje. Torej, kar še zmeraj kaže na to, da so seveda nacionalni interesi in interesi nacionalnih držav najpomembnejši še zmeraj za vsako državo. Takšna bi bila moja nestrokovna ocena. Ja, zdaj bom mogla predati besedo dr. Grošlju. Čas nas preganja, tako da prosim, dr. Grošelj, vaše mnenje. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Moja vloga je tukaj malce, nenavadna po eni strani, kot člana pododbora za varnost in obrambo Evropskega parlamenta, tako da bom se poskušal izpostaviti neke ključne dileme, ki so vezane na navedene 3 inštrumente in pa na splošno skupno varnostno in obrambno politiko. Torej, ko govorimo o teh 3 elementih, PESCO, EDF in pa Kart, se moramo pravzaprav vrniti v osnovi vprašanja, kaj je namen in kaj so ključne dileme skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije. In tukaj je ključna dilema, ki se v ozadju skriva in tudi potem je vezano vse na to, kar se dogaja tudi tako v PESCO kot v teh 3 ostalih 2 ukrepih, je pravzaprav vprašanje na eni strani, kakšna je prihodna vizija Evropske unije. Tukaj imajo države članice relativno različne poglede. Imamo tudi različne ideološke poglede na to. Nekateri si želijo federalno Evropo, nekateri si želijo Evropo zveze držav, suverenih držav, ki imajo nek skupni notranji trg in temeljijo na nekih menjalnih odnosih. Potem je tu še neka tretja varianta, ki bi lahko rekli neka vrsta oblike, neka mehka oblika konfederacije. Ampak to je tisto, kar definira, bom rekel, osnovno dilemo, se pravi, kakšna bo ta prihodnost Evropske unije, in od tega bo tudi odvisen, bom rekel, razvoj tako zunanje skupne politike, kot tudi skupne varnostne in obrambne politike. Zdaj, tisto, kar je še eno pomembno
vprašanje, ki se tudi kaže skozi razprave v Evropskem parlamentu, je gotovo realnost načrtovanja v evropskem prostoru. Tukaj imamo mi relativno visoke ambicije, ki pa jih običajno Evropska unija zaradi svoje kompleksne narave ne zasleduje. In tukaj se tudi pri PESCO in pri teh programih se to zelo jasno kaže. Recimo PESCO imamo poplavo različnih projektov in programov, ki pa praktično ne dosegajo pričakovanih in zastavljenih ciljev. Se pravi, države so se tukaj relativno hitro angažirale, relativno obsežno angažirale, izpostavile celo vrsto nekih zmogljivosti, ki jih ne bi jih razvijale znotraj teh projektov, medtem ko seveda tega finančno ne želijo podpreti oziroma so šle v to celotno zadevo za neko ambicijo, da bi to bilo financirano iz tega drugega okroga, se pravi drugega mehanizma EDF. Zdaj EDF je doživel usodo celotnega 7-letnega finančnega okvira, oziroma večletnega finančnega okvira. Jaz vem, kako se je zadeva začela. Osnovna ideja je bila 25 milijard evrov za financiranje projektov skozi EDF, ki bi jih izbirali tudi skozi PESCO projekte. Na koncu smo pristali pri 7 milijardah v 7 letih, torej 1 milijarda na leto. To je zdaj ta realnost, v kateri smo. Zdaj, tisto, kar še dodatno je treba tudi izpostaviti, postavlja dileme vezano na vse te 3 instrumente, tudi na skupno na SWOP, je vprašanje na eni strani medsebojnega zaupanja in pa na drugi strani vprašanje, tisto, kar je kolega Sotlar rahlo načel, pa ni želel nadaljevati, je pravzaprav vprašanje vloge Združenih držav Amerike v evropski varnosti. Tukaj je dilema zelo aktualna in zelo pomembna in gre pravzaprav za docirano vprašanje, koliko ameriške prisotnosti v Evropi si kdo od držav članic Evropske unije želi. Zdaj, tukaj je, bi rekel, en tak blago rečeno nek razkorak med državami članicami Evropske unije na vzhodu in pa nad temi državami, ki so na zahodu, ampak to je zelo pogojno in zelo tako prek palca. Pravzaprav gre za to, da tukaj obstaja strah mnogih držav članic, da bi krepitev evropske strateške avtonomije, katere pomembni segment poleg industrijskega dela, ki je vezan na to, kar dela komisija trenutno na področju recimo zdravstva, proizvodnje cepiv in tako naprej. Vprašanje, ali bi lahko ta evropska avtonomija, strateška avtonomija povzročila, da bi se Američani umaknili, da bi pravzaprav odšli iz Evrope. Jaz mislim, da nekako prevladujoča ocena v Evropskem parlamentu je, da se tega nihče ne želi. Hkrati pa je dejstvo, da Združene države Amerike že nekaj časa svoj fokus delovanja preusmerjajo v azijsko-pacifiški prostor. Torej, tukaj imamo neko dilemo, kjer se pač jasno kaže o tem, da Evropska unija kot taka in evropske države bodo morale prevzeti večji delež svojega bremena pri zagotavljanju evropske varnosti in pa seveda tukaj bo tisto, kar bo verjetno ključni izziv tudi Bidenove administracije v prihodnjih 4 letih bo in tudi seveda nas v evropski administraciji, če tako rečem, ali pa evropskih držav, bo kako bo se oblikovala ta nova razmerja med tema, med recimo evropsko strateško avtonomijo na eni strani in pa Združenimi državami Amerike in njihovo prisotnostjo v Evropi. Tukaj pač vemo, da nekatere države želijo absolutno prisotnost Združenih držav v Evropi, to vemo, katere države večinoma so, medtem ko so druge pri tem malce bolj zadržane. Zdaj pri teh projektih, poleg tega te dileme, ki zavira, bom rekel, krepitev te evropske strateške avtonomije, pa je seveda potem še vprašanje, ki se skriva v ozadju vseh teh projektov, je seveda tako imenovan, jaz temu rečem, industrijski nacionalizem. Zdaj, temeljna ideja PESCO je bila, da se pravzaprav te vojaško-industrijske zmogljivosti v Evropi povežejo v okviru skupnih projektov. Zato je bil tudi v osnovi ideja 25 milijard v 7 letih, s katerimi bi se potem financirali tisti projekti, ki so bili tudi omenjeni, ki je kolega Sotlar omenil. Zdaj, če spremljamo, pravzaprav nihče en od teh projektov ni financiran skozi ta model, oziroma vprašanje, če bo. Zdaj, tisto, kar se dogaja, je pravzaprav, da se države članice medsebojno povezujejo na različne načine. Zdaj, tukaj imamo seveda dilemo, ki je v evropskem prostoru že nekaj časa prisotna, da se oblikuje nekako, vsi se zavedamo, oziroma zavedajo, da je potreba po neki konsolidaciji tega, bom rekel, vojaško-industrijskega sektorja v Evropski uniji, pri čemer države ne želijo recimo prepuščati teh po njihovih ocenah strateških sektorjev, kot so recimo ladjedelništvo in tak lep primer, in poskušajo seveda ustvarjati znotraj evropskega prostora en tak skupni moment, ki ga pa PESCO žal v tem trenutku ne zasleduje. Tako zdaj vidimo recimo povezovanje,
Nizozemske, Švedske, Nemčije na področju ladjedelništva, potem imamo na drugi strani protiutež v italijansko, francosko, španskem povezovanju, sodelovanju. Torej, to je tisto, se dogaja nek naravni razvoj, ki ga naj bi PESCO poskušal utiriti v nek širši evropski kontekst. No, poleg tega treba še postaviti eno zadevo, izpostaviti PESCO in vsi te ukrepi so bili tudi namenjeni temu, da se ukrepijo, še dodatno ukrepi zaupanje, medsebojno zaupanje med državami članicami. Sicer mogoče se to ne zdi tako pomemben zadeva, ampak vendarle, če pogledamo ta razmerja pri obrambnih izdatkih, vedno se postavlja vprašanje, zakaj recimo Nemčija ne dvigne svojih obrambnih izdatkov na 2% BDP. Eden od razlogov, recimo to je nekaj, kar sem tudi jaz novega slišal v teh političnih razpravah, je seveda zelo preprost. Če Nemčija dvigne svoje obrambne izdatke na 2% BDP, bo to v odnosu do njenih soseda, znesek, ki ga niti Francija, niti Poljska, niti Češka, niti katerakoli druga soseda ne more doseči. In to bi seveda lahko povzročilo, ni nujno, da bo, ampak lahko bi povzročilo določene, bom rekel, sume, dvome v nemške namere. In zato Nemčija tukaj seveda zelo diplomatsko, a vendarle križari, ampak poskuša nekako ohranjati to ravnovesje. Nekako je znano, recimo, da če Nemčija bi dvignila na 2% BDP, potem bi recimo Francija morala svoje obrambne izdatke dvigniti krepko preko 2,5%, da bi bili v tem, bom rekel, v realnem denarju ali pa recimo nominalnem denarju si nekako izenačeni. In tudi seveda potem vprašanje, kakšne zmogljivosti se bi potem lahko nekdo razvil s tem denarjem. Tako da te zadeve niso tako zelo enoznačne in imajo te neke politična ozadja. Zdaj, kar se tiče, bom rekel, prihodnosti obeh projektov, vseh treh projektov, nekaj odgovorov bo poskušal podati prihajajoči strateški kompas. To bo nek dokument, ki ne bi podal zdaj vizijo razvoja zunanje političnega, varnostnega, obrambnega, neka, bi rekel, res alfa in omega dokument evropske zunanje, varnostne, obrambne politike. Jaz tukaj mislim, da so pričakovanja naše mogoče malce prevelika. Jaz pričakujem tisto, kar bi si jaz želel od tega dokumenta, je, da začnemo počasi graditi neko skupno varnostno kulturo, ki bi potem bila podlaga za oblikovanje nekih še vedno zelo omejenih skupnih vojaških zmogljivosti, katere bi potem lahko podpirale tudi neke skupne, bom rekel, vojaško-industrijske zmogljivosti. Je pa tu seveda tudi treba povedati, in to, kar je kolega Sotler zelo jasno izpostavil, tukaj industrijsko-kapitalski interesi so neverjetni, tu so pritiski, recimo, ne vem, zdaj mogoče najbolj aktualnih zadev je tako imenovana iniciativa za strateško protiraketno obrambo na ravni Evropske unije in pa potem so to že omenjeni projekti. Tisto, kar jaz mislim, da bo ključen izziv za manjše države članice, je seveda, kako znotraj tega najti svoj prostor, ker ta proces bo potekal na dveh ravneh. Ena raven bo seveda to, kar je v PESCO, drugo pa je tisto, kar bo potekalo paralelno na ravni, bom rekel, industrijskega povezovanja. In države, kot tako recimo spremljamo, zelo intenzivno iščejo načine, kako se vključiti v neke te širše evropske projekte, bodisi znotraj PESCO ali izven, in pa seveda ključno tisto, kar je vprašanje, pa seveda vprašanje virov, ki je vedno odprto. Mogoče toliko za uvod. Odlično, najlepša hvala. Vse to, kar ste povedali, se odlično nadaljuje v naslednji tematski sklop. Zdaj, jaz bi tukaj samo dodala, zagotovo bo ta strateški kompas dobra priložnost za določene razprave, ampak ena od teh vsebin, za katero jaz mislim, da je pa tudi nekaj zelo primerna za predebatirati, je pa ta pristop, ki se uporablja v Evropski uniji, glede na to, kako se ga uporablja v NATO. Res je, da je NATO prvenstveno, sicer politična, pa tudi vojaška zgodba. Evropska unija ne bi bila pa predvsem support, se pravi, če govorimo o SWOP-u, podpora temu. To je v petek zelo zanimivo razložil na tiskovni konferenci EDE njen vodja. In sicer v NATO imamo top-down approach, v Evropski uniji imamo pa bottom-up approach. Torej, o tem sva tudi debatirala na tej tiskovni konferenci. Torej, večja učinkovitost bi bila možna v Evropski uniji, če bi bil tudi top-down approach, kar pa v osnovi nekako ne pride v upoštev. Torej, če gremo v naslednji sklop v upoštevanju tega, kar je dr. Grošelj že omenil, da so vedno težava viri,
Torej tudi na naši slovenski strani so že zadnjih 10 let problem viri financiranje in te zadeve, seveda še posebej BDP, ki ga namenjamo za obrambo. Že več let sicer obljubljamo, da bomo marsikaj naredili, pa se potem to nekako ne zgodi, ne. Kje so zdaj res priložnosti za Slovenijo ob tem predsedovanju na področju skupne varnostne in obrambne politike? Kaj mi sploh lahko predlagamo, naredimo, od tega mogoče tudi imamo v zvezi s tem? Pa če gremo mogoče lahko kar po enakem vrstnem redu, kot smo šli predhodno. Prosim, Jelena. Hvala. Jaz mislim, da je predvsem ključno izkoristiti dejstvo, da imamo Evropskega komisarja za krizno upravljanje, ter v bistvu poskušati uveljaviti našo vlogo oziroma okrepiti našo vlogo, narediti neke spremembe na področju evropskega kriznega upravljanja. Drugo bi bilo predvsem, ampak te programi našega predsedovanja so že napisani, tako da za neke velike spremembe je itak prepozno. Kot sem jaz zasledila, ravno krizno upravljanje je eno izmed identificiranih področij. Drugo pa mogoče v prihodnje bolje izkoristiti najti neko tržno nišo oziroma neko našo nišno vlogo, neka manjša področja, na katerih smo kot država oziroma kot neka posamezna podjetja, ki so na ravni Evropske unije, ki so prodrla v Evropsko unijo, prinesla neke inovativne produkte. Spomnim se, približno mesec ali dva nazaj smo imeli strani Evropske komisije v Sloveniji organizirano razpravo in tam so predstavili Medicol kot produkt enega izmed slovenskih podjetij, kar se tiče, če lahko, mislim, malo posplošeno, ponujanje nekih zdravstvenih storitev na daljavo. Tako da v bistvu Slovenija bi morala identificirati predvsem, kje je dobra na svoji ravni in potem to ponuditi nekako navzven. Zdaj sem v programu predsedovanja Slovenije nisem našla bistvenega poudarka na področje varnosti in obrambe, kaj šele področja krepitve vojaških zmogljivosti, tako da mislim, da je v bistvu bilo premalo poudarka oziroma nekako očitno Slovenija ni presodila, da je to ključno področje. Zdaj, predvsem pa moram reči, da se v zunanjem okolju Evropske unije se okoliščine tudi hitro spreminjajo oziroma so drugačne, kot so bile par let nazaj. Konec koncev se Rusija tukaj spet nekoliko bolj javlja na vzhodu, tako da morda pa bo treba v prihodnje tudi bolj razmišljati o tem, kako nastopiti proti, pa ne bom zdaj rekla zunanjemu sovražniku, ker pač nočemo Rusijo tako označiti, ampak vseeno bo tudi Evropska unija morala razmisliti o tem, da morda pa je potrebno tudi navzven bolj aktivno in močneje nastopiti. Dobro, hvala. Andrej, prosim. Ja, kolegica Juvanova, bombe so že poletele, tako da zdaj je prepozno za opravičilo. Rusom namreč, ja. Dobro, ne smemo pa pozabiti, da ob vsem tem, kar je kolegica povedala v zvezi z Rusijo, da mineva 20 let, ko je bila Slovenija na svetovnem zemljevidu kot država, ki je bila most med Slovenijo, med Združenimi državami in Rusijo. Spomnite se vsi dovolj stari srečanja Bush-Putin, in ko smo bili, bom rekel, vsaj v drugi ligi svetovne politike, če ne v prvi. Tako da tudi ta vidik ne gre kar tako zanemariti, torej pozicioniranja nasploh Slovenije v mednarodnem okolju. Tudi sicer je tako, da geopolitične, geostrateške dogajanje po svetu, jaz mislim, da bo zaradi tega swap torej v precejšnji meri odvisen od skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije. In ta bo imela kaj opraviti. Če pogledamo samo z dogajanjem na mejah Evropske unije, od Krima, ki si ga že omenila, kolegica Liljana, Zahodnega Balkana ali pa bistveno dalj stran, kjer Evropska unija tudi sodeluje s svojimi iniciativami, predvsem pa svojimi vojaškimi, policijskimi in pa civilnimi kapacitetami. Tako da nekaj se bo na tej točki
odvilo. Drugače bi pa jaz rekel tako, tukaj bom pa precej zmeren optimist, da ne rečem celo pesimist. Teh 6-mesečnih predsedovanj smo se že nagledali, veste, tako v Evropski uniji kot v varnostnem svetu in tako dalje, in mi bodimo realni, ne. Zelo malo se da narediti nekaj zelo konkretnega. Če bi vas zdaj nazaj vprašal, kdo je bil v zadnjih 2 letih, kdo je vse predsedoval Evropski uniji, vsi skupaj po moje, razen mogoče Klemna, ki je tam povezan s tem, ne bi uspeli našteti vse predsedujoče države, kaj šele neke projekte, ki bi nam ostali v spominu. In res je, tudi jaz, Jelena, sem šel gledati, kaj piše v prioritetah slovenskega predsedovanja. Žal tam pravzaprav obramba in varnost nista izpostavljena, vendar, če vzamem mogoče malo vlado v bran, ne, jasno, jaz mislim, da se bo Evropska unija predvsem ukvarjala z pandemijo, z posledicami pandemije in pa z procesi okrevanja, ne, in bo to leitmotiv v bistvu celotne zgodbe. In v 6 mesecih bo za kaj drugega verjetno zmanjkalo časa in energije, če smo pošteni. Bi pa rekel takole, ne, jaz mislim, da bo Slovenija zelo veliko naredila zase, če bo v tistih obstoječih projektih, kjer sodeluje, pokazala, da je kredibilna. Ne. To pa pomeni, da kar si obljubil, to izpolni. Ne vem, kdo je danes že omenil, da imamo včasih s tem probleme, pa ne samo mi. Ne. Torej, da je to ena taka stvar in da mogoče zgolj ugibam, ne, mogoče pa je možno ta položaj znotraj predsedovanja izkoristiti, da bi dali neko težišče ali pa večji pomen tistemu, kar sledi, tistemu, kar je Kart ugotavljal, da so priložnosti za prihodnje. Ne. Torej, da po svoje, bi rekel, pritisnemo, ne, ali pa, kako bi rekel, ven potegnemo tisto, kar mi mislimo, da je za nas v prihodnjih letih pomembno in izvedljivo, in v to prepričamo še koga drugega, tudi z pozicije predsedujoče države, pa jaz si tukaj velikih utvar, veste, ne delam. Tako da toliko bi bila moja kratka ocena. Dobro, hvala. Dr. Grošelj? Lahko jaz še nekaj dodam? Ja, seveda. V bistvu to, kar je Andrej rekel, ne, da glede na trenutne razmere je v bistvu področje kriznega upravljanja v bistvu nekako tudi popolnoma samoumevno, ne. Kriza traja, kriza še ni končala, pa tudi če se konča, je v bistvu obdobje po krizi ravno tako sestavni del kriznega upravljanja, ne. Torej, oživljanje gospodarstva in tako naprej, ne. Tako da mogoče poudarek na kriznem upravljanju oziroma kot eno izmed področij v našem predsedovanju je v bistvu popolnoma normalen. Ne. Dobro, hvala lepa. Še besedo dr. Grošelj? Ja, hvala lepa. No, jaz bom rekel tako, za zlato pravilo ali pa železno pravilo predsedovanja vedno, da pričakuj nepričakovano. Zdaj, kaj se bo dogajalo v prihodnjih 6 mesecih, je praktično nemogoče napovedati. Zdaj, slovensko predsedovanje Svetu EU ni predvidelo nekih zelo ambicioznih ciljev ali pa dejavnosti na področju skupne obrambne in varnostne politike, kar je logično, ker nekako ocene so, da bo druga polovica leta namenjena predvsem post-covidnemu okrevanju, se pravi, začele se bojo uveljavljati tako imenovane izhodne strategije in tukaj bojo pač teme vezane predvsem na, bom rekel, socialno in gospodarsko okrevanje. Tukaj bo ogromno izzivov, kot se že zdaj kaže skozi proces cepljenja, ta odziv, to izstopanje iz krize, te izstopne strategije očitno v vseh državah članicah ne bodo enako uspešne. Tako da mislim, da tukaj bo en izmed težišč. Tisto, kar bo pomembna tema, verjetno postaja bolj v sklopu skupne zunanje in varnostne politike, bo seveda definicija oziroma redefiniranje odnosov z Rusijo in Kitajsko. Kot veste, Rusija zdaj sprejela sankcije, nekateri člani Evropskega parlamenta, vključno s predsednikom Sasolijem, so persona non grata v Moskvi. Torej gre za neko, bom rekel, premišljeno vse strani Rusije, za premišljeno stopnjevanje napetosti v odnosih z Evropsko unijo in z inštitucijami Evropske unije. Torej to bo nek dejavnik, ki bo lahko imel določene posledice tudi za področje, o katerem danes govorimo. Seveda drugo vprašanje je seveda odnosi s Kitajsko, če ste sledovali, se pravi, Evropska komisija se odločila, da ta celostni trgovinski sporazum za Kitajsko preneha obravnavati, kar je v bistvu posledica dejstva, da pravzaprav v parlamentu ni večine, ki bi tak sporazum ratificirala. Tudi to bo imel neke te, bom rekel, zunanje politične posledice, implikacije. Mislim, kar se tiče slovenskega predsedovanja, tukaj jaz bi rekel, da lahko tisto, kar bi morda lahko
bil en tak konkreten prispevek, je v okviru same razprav, ki bodo potekale v prihodnosti, v okviru konference o prihodnosti Evropske unije, da se odpirajo tudi te teme vezane na skupno obrambno in varnostno politiko. Mislim, da je tukaj relativno veliko tem, ki so lahko zanimive in da se tukaj v bistvu tudi lahko rečemo tudi, da smo samo znotraj Slovenije naredi ena taka res odprta razprava, pravzaprav kako Slovenci vidijo to skupno zunanjo in varnostno politiko, kako vidijo znotraj tega obrambno in varnostno politiko in tudi v bistvu relacije glede Zveze NATO. Tukaj bi rekel vprašanje vloge NATO in skupne zunanje in varnostne politike oziroma strateške avtonomije Evropske unije ni tako, bom rekel, enoznačno. Tukaj je kar več izzivov, ki se skrivajo v ozadju. Eno od teh izzivov gotovo je Turčija. Turčija je v Zvezi NATO naš partner in zaveznik, hkrati pa je v kontekstu Evropske unije, in tukaj se ne smemo več zatiskati oči, postala pomembni strateški izzivalec. Poglejte, kaj počne na, bom rekel, Južnem Kavkazu, kaj se dogaja na Balkanu, kaj se dogaja pravzaprav v vzhodnem Sredozemlju, in potem imam tu še Libijo in pa Sirijo. Recimo v Libiji pravzaprav smo doživeli zadeve, ki morda jih nekaj desetletij nazaj pravzaprav niti ne bi doživeli, recimo soočenje dveh pomorskih sil, se pravi Turčije in pa Francije v Sredozemskem morju, v okviru, in vi veste, da poteka ena pomembnejših misij EU pravzaprav ravno na tem območju. Tako da tukaj imamo nekaj, kar bom rekel, velikih dilem, katere bo Evropska unija morala tukaj jasno definirati, zato so tudi, bom rekel, posledično pojavljajo te razprave tudi znotraj parlamenta o krepitvi te strateške avtonomije. Jaz mislim, da če Slovenija opravi to razpravo o tem politično, družbeno, kakorkoli se pač bomo odločili za format, in to lahko zelo elegantno naredimo v okviru konference o prihodnosti Evropske unije, razpravo o tem, pravzaprav, kako mi to vidimo in ta razmerja dojemamo in kako pač sprejemamo. Ne smemo vendarle pozabiti, tisto, kar se vendarle dogaja v vzhodnem Sredozemlju, kar počne Turčija, ima neposredne varnostne in drugačne posledice za Slovenijo. Odlično, hvala. Jaz bi zdaj samo vprašala v naš referat, če imamo tam slučajno kakšno vprašanje za naše goste, ker imamo samo še 10 minut časa. Jaz tukaj ne vidim vprašanj, tako da upam, da če nas sliši nekdo tam zadaj. Anja se ne javi, potem mi pa zelo na hitro vas prosila, zdaj imamo res samo še 10 minut. Imamo kakšno vprašanje, Anja? Ne, ni bilo. Ok, v redu, hvala. Zdaj pa res samo tako na hitro, če lahko malo strnemo. Zdaj, dr. Grošelj se je že malo tega dotaknil, se pravi te konference o prihodnosti Evropske unije. Torej tudi, ko bo to predsedovanje minilo, bo za nas kar nekaj priložnosti, pa ne samo, da bojo priložnosti. Jaz mislim, da nas je ta evropska migrantska kriza, ilegalne migracije in pa seveda COVID dobesedno prisilila v to, da začnemo razmišljati, kako pa zdaj ukrepiti svoj nacionalno-varnostni sistem v tem kontekstu, da se bomo lahko soočali s takimi in podobnimi ali pa celo mogoče kakšnimi nepričakovanimi dogodki. Zdaj sem prepričana, da je potrebno po teh vsebinah v prihodnosti imeti več razprav, različnih dogodkov in podobno, zato da bi prišli pač do nekih novih idej, ker bojo te potrebne in seveda vsaka država pač mora najprej pri sebi poskrbeti, da je ustrezno opremljena, da ima zadostne vire, da se sama lahko sooča z vsemi temi izzivi, šele potem v naslednji fazi lahko pomagaš nekomu drugemu. Zdaj ta solidarnost je v Evropski uniji nasplošno idejno in tudi v praksi prisotna, ampak ko nekih virov zmanjkuje oziroma jih sploh nimamo, jih ne moramo deliti, pa to lahko postane, oziroma že je pravzaprav problem. V COVID-u smo to videli, kako si nekatere stvari delimo, drugih si ne, nimamo cepiv in podobno. Tako da bi zelo na kratko kakšno idejo, kaj nam je v zvezi s tem za narediti. To, kar je dr. Grošelj pa že predlagal, da je treba kakšno razpravo narediti, kaj podobnega, absolutno, ali je morda še kaj takega, kar ni za spregledati. Prosim, Jelena. Ja, jaz bom kratka, pa tudi mogoče posegam v neko področje, ki ni stvar oziroma ni tema naše razprave današnje. Torej, kako ukrepiti lastni nacionalno-varnostni sistem, predvsem ne dovoliti, da Slovenska vojska še naprej ostaja ujetnica političnih iger,
strankarskih bojev in tako naprej. Časovni trenutek za to je bil že vrsto let nazaj, pa se mi zdi, da vsa ta leta ponavljajo isto napako, torej na Slovenski vojski in na osebju se v bistvu lomijo politična kopja in to je tisto dejansko, kar je najbolj vplivalo na slab položaj, na slabo podobo v javnosti in tako naprej. Da jaz mislim, potrebno je začeti od znotraj, od kadrov, od odnosov znotraj Slovenske vojske in potem graditi navzven, predvsem pa, kot sem že rekla, ne dovoliti, da dejansko se odločitve glede Slovenske vojske sprejemajo izključno na osnovi pola levo ali pa desne. Dobro, to je vse. Najlepša hvala. Lahko še Andrej? Ja, jaz bi dejal, da se bi kar strinjal z oceno, da je verjetno Slovenska vojska doslej bila največkrat eksploatiran del slovenskega nacionalno-varnostnega sistema, ki sicer, to z vso odgovornostjo trdim, deluje dobro. To nenazadnje dokazuje tudi v bistvu visoka stopnja varnosti v naši državi, ki je nad mnogimi povprečji. Ampak je pa tudi to res, da je slovenski nacionalno-varnostni sistem zelo dober zato, ker posamezni podsistemi ponavadi zelo dobro delujejo kot podsistemi in se obnašajo v bistvu kot sistemi. Mnogo več problemov imamo pa takrat, kadar moramo doseči medresorsko sodelovanje. In to sta obe krizi, ki si jih kolegica Liljana omenila, pokazali. Obakrat smo se mi, ko smo se srečevali z kompleksno krizo, smo imeli težave in smo, priznajmo si, bolj improvizirali kot organizirali, še posebej v tistih prvih mesecih. Omenila si tudi, kako se že reče, evropsko solidarnost. Jaz moram reči, da sem precej kritičen do te solidarnosti evropske ali kakršnekoli že. Res je sicer, da vsaka država mora najprej sama poskrbeti za svoje državljane, ampak jaz nikoli ne bom pozabil leta 2015, ko so naši uradniki in naši policy makeri dostikrat naleteli na neodgovorjene telefonske klice v Bruslju, pri ljudeh, ki so se sicer pripravljeni na smrt skregati, kako bodo regulirali dolžino in obliko banan in pa kar še tehle gospodinjskih zadev. Torej, malce karikiram, ampak ko gre pa za tako veliko stvar, ko gre za strahovito usodo ljudi, pa kar naenkrat ni bilo pravzaprav nobene ideje, kako bomo to naredili. Tako da tisto, kar je rekla kolegica Jelena, če bomo mi teh 6 mesecev izkoristili tudi za to, da bomo mogoče nekaj naredili na kriznem upravljanju, bi bilo super, še posebej zato, ker smo tudi v tej zadnji krizi spet priznajmo, šli v neke ad hoc rešitve in nismo šli ravno po modelu kriznega upravljanja, ki ga je vlada pred leti po tisti krizi leta 2015 sprejeli. Ne glede na to, da je mogoče tisti model tudi prenormiran, tudi prezapleten za koga, ampak če ga v praksi ne preizkusiš, tudi ne moreš vedeti, kako je dober ali pa ni dober. Torej, tukaj bi jaz pozval na eno malo večjo profesionalnost ljudi, ki se s tem ukvarjajo. To ni vodenje države, ni kar nekaj, tako privat zadeva, ampak je predvsem strahovito velika odgovornost. In še samo eno stvar, da zaključim, ko smo mi lansko leto v okviru raziskave, ki je na koncu dala plod to našo prenovljeno, torej knjigo o nacionalno-varnostnem sistemu, skupaj s kolegom Grizeldom in s kolegico Vugovo delali, smo takrat ugotovili, da je ena izmed zelo velikih pomanjkljivosti, na kar so nas opozorili operativci na visokih položajih, strokovnjaki, nepripravljenost vodstvenega kadra, da sodeluje na kakršnikoli vajah, ker bi se sploh naučili, kako upravljati s krizami. Tukaj pa mene potem skrbi. Kako boš upravljal z nečem, če se prvič v življenju srečaš z takšnim problemom. Hvala lepa. Odlično. Jaz vam za to knjigo čestitam, sem jo kupila, sem ta del tudi že prebrala. Zdi se mi zelo pomembno, da takrat, ko imamo neke situacije, da se iz njih nekaj naučimo in da to nekam zapišemo, da potem z drugimi delimo. In v okviru tega nacionalno-varnostnega sistema bo treba nekaj nujno narediti, zdaj ali različne dogodke ali karkoli, da bo to bolj povezljivo.
Seveda je pa na koncu, kljub temu, če vse narediš, odvisno od tega, kako se nekdo, ki takrat vodi, res odloča, ne. Tako da zdaj, ker nam res imamo še 3 minute, bi mogoče prosila samo še doktor Grošlja, če mogoče želi še kaj v zvezi s tem dodati. Ja, no, torej zdaj sedim politik, ne? Oziroma politično opet ne odgovorim. Ja, poglejte, zdaj tisto, kar bi jaz rekel, da slovenski družbi moramo končno sprejeti, jaz mogoče malce drugačen zdaj pogled na te zadeve. Glejte, vojska in obrambni sistem in nacionalno-varnostni sistem bo neizpodbitno in vedno del političnih debat. To je neločljivo. Odkar je Clausewitz napisal svojo knjigo, je to. Tako da tukaj ne moramo zdaj veliko odkrivati. Tisto, kar bi jaz v bistvu pričakoval v slovenskem prostoru in kar jaz mislim, da je tisti ključen izziv, ki bi lahko recimo prebil to situacijo, v kateri trenutno smo, in to sem že večkrat predlagal, je mogoče razmislek o tem, da se odločitve, ki so ključne, ne, za ta nacionalno-varnostni sistem, mogoče malce več iz izvršilne oblasti prenesejo na zakonodajno oblast. Zakaj? Zato, ker zakonodajna oblast je tista, ki lahko na nek način preseže določene delitve in pa določene napetosti, ki nastajajo v tej politični sferi med različnimi političnimi akterji. Državni zbor bi lahko bil tisto delovno, ali pa ne, kot zakonodajalec bi lahko bil tisti, ki bi lahko presegel te delitve in na eni strani postavil tisto okvir, ki bi lahko bil zavezujoč tako za izvršilno oblast, in v končni fazi bi to lahko bil tisti predmet, nekako prostor debate. Če govorim zelo konkretno, jaz mislim, da bi bilo bistveno bolje, to še vedno trdim, če bi končna odločitev o recimo nabavah določene opreme sprejemal državni zbor in se bi to preneslo recimo z ravni vlade in bi se to šlo skozi zakonodajni postopek. Nekaj podobnega, kar pozna recimo tudi Nemčija. S tem se bodo določene stvari, prvič, dosegali bomo višjo stopnjo transparentnosti. Vsak, ki bo ponudnik, bo vedel, da na koncu odloča zakonodajno telo, ki potem sprejme zakon, ki je recimo podlaga za financiranje tega konkretnega, te obrambnega nabave, in hkrati potem imamo tukaj različne mehanizme nadzora dodatne, poleg računskega sodišča, vse to, kar imamo še sicer, imamo tu še potem državni zbor, ki še lahko dodatno postavlja, varovalke in mehanizme in s tem vzpostavi nek model, ki lahko zagotavlja to nujno potrebno transparentnost, ker jaz še vedno mislim, da večina dilem, ki se tičejo tega področja, izvirajo iz nekega ugrajenega nezaupanja, da bo kakršnikoli nakupi bodo izvedeni, da bo šlo za takšno in drugačno obliko korupcije. Jaz mislim, da tisto, kar rabimo, je v bistvu povečanje transparentnosti in to lahko dosežemo skozi recimo eden izmed takih modelov, ki je v svetu recimo uveljavljen in tudi recimo Zvezna republika Nemčija to ima in to deluje in kot vemo, so tudi tam določene težave, ampak nekih večjih korupcijskih škandalov po 60 letih, recimo, ki so privedli v Nemčiji tudi do podobne zakonodajne rešitve, pravzaprav v Nemčiji ni več. To je mogoče ena izmed zadev, ki bi lahko tudi potem politično, ideološko sicer razelektrila, te napetosti v slovenskem prostoru, vezane na nacionalno varnost sistem, predvsem na obrambni sistem in na obrambne nabave in modernizacije. Odlično. Najlepša vam hvala vsem, res, ura je taka, da moramo zaključiti. Res hvala za vaše sodelovanje, za pripravljenost, da ste bili danes z nami in moram reči, da se priporočam za potencialno sodelovanje tudi v prihodnje. Res hvala, pa srečno. Hvala. Hvala lepa, nesrečna. Ja.